dva gostitelja, predsednik uprave Elektra Gorenjska in pa župan mestne občine Kranj. Tako da dobrodošla in prosim, da se počasi ustavita, pa kar tukaj parkirata, hvala. Elektro Gorenjska se z materialno pomočjo, delom, donacijami in s sponzorskimi sredstvi aktivno vključuje v lokalne skupnosti na območju Gorenjske, na področju znanosti pa tudi širše v slovenski prostor. Dr. Šmon, čestitam, vodite podjetje, ki dejansko tisto, kar zapiše na internet, tudi izvaja v praksi. Jaz mislim, da lahko damo Elektro Gorenjska en aplavz za to, ker dejansko izvajajo tisto, kar so si zastavili. In današnja donacija je lep primer, kako res Elektro Gorenjska vrača del svojih prihodkov ali pa svojega poslanstva tudi v lokalno okolje. Zato se za to donacijo, torej za postajo sistema Krško-Lesom in za 5 koles, od tega 2 elektrificirana, vam in vašim sodelavcem prav lepo zahvaljujem. Je pa tudi nekoliko simbolično danes, da smo pred elektrodružbo, namreč danes tudi uradno odpiramo elektrifikacijo celotnega sistema Krško-Lesom. Veste, da smo do sedaj imeli 11 postaj sistema, danes uradno dajemo v obtok še 5 postaj, ena to, ki ste financirali vi, in pa 4, ki jih je financirala mestna občina Kranj, torej imamo skupno 16 postaj sistema Krško-Lesom, vse so elektrificirane in to pomeni, da je to največji elektrificirani bike sharing sistem v Sloveniji. Imamo 32 električnih koles in 48 mestnih koles. Sistem res odlično deluje, tako da dobrodošli v družini Krško-Lesom. Število uporabnikov se bliža 1000, letos do današnjega dne pa je bilo skoraj 15.000 izposoj. Seveda, kot je rekel dr. Šmon, moramo sistem še razširiti, da bo stopen vsem Kranjčanom. Naš cilj je v letošnjem letu še 4 postaje iz sredstev mestne občine. V naslednjem letu, v letu 2019, pa sistem skoraj podvojiti. Torej cilj je, da imamo v letu 2019 27 postaj sistema Krško-Lesom, od tega 74 električnih in 87 mestnih koles. V tem kontekstu bo potem Kranj praktično v celoti pokrit za sistemom Krško-Lesom. Seveda nam pa še nekaj manjka, kaj še potrebujemo, da bomo sistem lahko varno uporabljali. Kot je rekel dr. Šmon, kolesarsko infrastrukturo, kolesarske steze. Tukaj gredo pa zadeve počasi, predvsem zato, ker ni rezervacij zemljišč ob cestah, kjer bi lahko kolesarske steze gradili. Trenutno smo že pripravili vso potrebno dokumentacijo za evropska sredstva. Imamo projekt, ki bo kolesarsko infrastrukturo razširil za 16 km. Skupna vrednost projekta je 3,5 milijona, od tega smo vložili vloge za evropska sredstva za 2,5 milijona. Sama izgradnja pa bo trajala od 3 do 5 let. Ravno zaradi tega, ker sem prej omenil, da je potrebno odkupovati zemljišča, se pogajati, nekje treba tudi čez kakšen vrt, ograjo, včasih celo kakšno hišo, zato bo ta postopek trajal dolgo. Hvala lepa, zdaj bomo uradno predajo. Izvolite, da boš lahko primerno hidriranko boš uporabljal sistem Krško-Lesom, pa seveda registracijska kartica za uporabo. Hvala lepa.